Dober večer. Lepo pozdravljeni na pogovoru o pisanju humorja v slovenščini, ki bo potekal tudi v slovenščini. Pogovarjali se bomo Jedrt Manežič, pisateljica in prevajalka, Luka Marčekič, scenarist in režiser, oba sta še marsikaj drugega, samozaposlena v kulturi s plačanimi prispevki in pa tudi uspešna žanrska pisca razpisov Ministrstva za kulturo. Mene pa je na oder prinesla nastajajoča dizertacija o stand-up komediji v Sloveniji. En aplavz za današnja gosta. Kaj vajo nasmeje vsak dan o nasploh? Kaj se vam je kaj smešnega zgodilo? Halo? Slabe fore so mi to smešne. Jaz sem se zdaj spomnil, kako bi lahko rekel, me veseli, da ste se pridružili v takšnem številu, ampak je dejansko število in kar naenkrat to ni fora. Če bi pa bili prijatelj, bi to rekel, da je fora. In bilo smešno, se mi zdi. Tako sem malo sorry. Jaz sem hodila zdaj v stand-upu in so bili ponavad ali pa mnogi razprodani in potem si mislila, da bi bila fora, da bi rekla, a imate vsi stol, ker ga ne bi si imeli, ne? Ja. Isto samo vratno. Kaj pa te smešno jedeti? Ja. Meni so načeloma bila za smešne kakšne abstraktne šale, ki se jim noben ne smeji. Naprimer, kakšna je razlika med vrabcem in ker sem poskušala komu to šalo povedati, sem bil vse, ker ne veš med vrabcem in čim. To moraš, če je razlika, so mi začeli pojasnjevati vic, no, tako da pač očitno nisem tako na levelu z ostalimi, kar se tiče humorja. V bistvu nasmeji me nekaj, kar je nepričakovano, no, to nekaj, kar mi vzbuja malo nelagodja. Včasih se čist preveč smejim kakšnim zelo grdim stvarem ali pa pač nekorektnim, ki jih ne bi zdaj tle opisovala, ampak v bistvu me včasih tudi sram, čemu se vse smejim, ne. Ker je pač po mojem humor bolj odziv na življenje, ki je kruto in neizprosno. Pri meni, kakor pa pač ta nek način, dajmo ljudi razvedriti, nasmejati. To jaz pač humorja ne uporabljam kot stand-up komedijanti. Ali čakaj, kako se to reče? Komiki, ja, pardon. Humor mi največkrat ni komičen, ampak mi je stvar preživetja, no. Naslednje vprašanje. Jaz sem danes nekaj snemal z enim stand-up komikom, pa sem hotel ful, da mi pove eno ful slabo foro, ker se mi zdel, da bo to smešno za video. Kaj tek pride ven, pa bomo videli. Izklopil česa, ja, sorry. Tako da ne boš tam sledil? Da moraš testirati material, ne, če je stand-up fora. Ne, jaz sem, oni stand-up. Ja, ogromno. Ja, sorry, pardon. Poklaro sem mikro, okej, tukaj je. Tole je bila, vam ne bo smešno, ampak bom povedal, ker bom mogoče bo smešno, ker glih zato, ker ni smešno. Ja, ta na snemanjih je vedno toliko dolg, to traja po 3 dni, po več ur, da se nekaj naredi in ženske, če hočete, kao, da vaš moški dve zdrži, snemite v sobo, da bo dlje trajalo vse skupaj. In nišla. Ampak, jaz se ne smem, ker je tako slabo. Sorry. Se bom šel. Ja, če poveš o vrabcu. A cel vic te zanima, Andrej? Kakšna je razlika med vrabcem, da takrat se že mora smejati oseba na drugi strani, če ne pač nima smisla, da ima obe nogi isti še posebej levo.
ja, to je nerazumljeni umetniki, jaz ne vem, kaj ne drugega. Ta tudi mišla čez. Nista izvirni vajni, nobena. Je? Izvirna? Ne. Ok. Svoj zagovor sem povedala, da res ne poskušam biti smešna. Meni je samo mogoče to ta neka rešilna bilka, ne, da samo sebe zabavam. Ker če recimo prej si napovedala naj oba s plačanimi prispevki iz proračuna, ne. To je smešno, nimava jih, ne. Ampak bi se najdel marsikdo, ki bi takoj pomislil, parazita, ne, vidiš, to se savedel. Ampak ne, to je najbolj smešno, da se pač na dokaj nizkih postavkah, po mojem, oba, vsaj jaz. Kaj si rekla, da mogoče ti nisi smešna, kdo pa ti je smešen, čigaво pisanje humorja vam je blizu? Zadnje čase, oziroma zadnje leto sem videl nekaj, kar mi je bilo nekaj najboljšega, kar sem gledal v zgodovini televizije. In to je humorist Nathan Fielder. En človek, Nathan Fielder se imenuje in je na HBO-ju njegova oddaja, ki se imenuje The Rehearsal, sezona 2 specifično, ki je nedavno se zaključila in lahko zato rečem, da je to nekaj najbolj genialnega, kar sem gledal na televiziji. En aplauz, kdo je to gledal? Aplauz? Ful malo ljudi, kar me vedno, komorkoli povem, ne pozna tega in to me vedno preseneča in žalosti. Ampak nujno morajo to vsi gledati. Jaz sem zdaj najprej pomislila na Douglasa Adamsa, ki je pač, vem, da je staro, pa da vse fora že verjetno poznate, ampak je pač na tem festivalu bo odličen prevajalec Douglasa Adamsa, mislim, da v soboto. So mi povedali, tako da Douglas Adams se meni bi bože smešen, sploh ko našteva, ne vem, ima vse, že od začetka do konca pač zmatrate, ker ima v vsakem stavku 3 dobre fore. Je pa tudi res, da mi je v vsakdanjem življenju marsikdaj smešen kaj takega, kot je ena dementna gospa iz doma za ostarele na Fužine, ki se je naučila sama ven, čeprav na zaprtem oddelku, in je potem razlagala tam sestram in osebju, ko se pobežala je pač, ne, in so jo vedno iskali, cel problem je bil z njo. Ko se je pa vrla, je pa razlagala, da ste vedeli, da ima hotel Intercontinental obsreda zastonj za upokojence, vse poješ, lahko vse popiješ, pa kar greš, pa ti noben nič ne reče. Pač take stvari so bili, to je meni smešen, pač nekdo, ki se znajde. Za Douglasa Adamsa pa to je pa pač nekaj, kar bi po mojem moral biti čez davni tudi prevod nagrajeno, tako z ne vem kakšnimi lovorikami. Zdaj, na eni strani imamo pisateljico prevajalko, na drugi strani filmskega ustvarjalca, ampak tudi te vloge se mogoče zamenjajo ali pa kakšne dodajo. V katerem žanru največ ustvarjata humornih reči in predvsem kako zdaj ta žanr vpliva na pristop, kako se lotita, način, formo, kako vpliva žanr na vsebino napisanega humorja? Ko sem bil mlajši, sem vedno hotel delati striktno humor, da je samo humoristično in kličemo humor, da je smešno. Ampak to se je izkazalo, nisem bil zadovoljen s tem, hotel sem nekaj več in skozi leta se podratujem starejši in se mi zdi tudi bolj resen, ampak vse me humor zanima in me bo zanimal po moje do konca življenja. In z vsakim novim delom se mi zdi, da je resnejše, bolj resno, ampak še vedno rad posolim s humorjem, ker se mi zdi, da je komedija boljša, če v njej živiš malo več čustev, kot samo, da se malo nasmeješ in pogreš domov in pozabiš na to, ampak da začutiš tudi kaj več kot to. In to je ful večji izziv, kot delati samo komedijo. In povem.
Odličen odgovor, ampak ne na moje vprašanje. Sorry. Kaj je bilo vprašanje? Vprašanje je bilo, kako to, da ustvarjaš filmski scenarij ali pa režiraš nek filmski scenarij, kako to vpliva na seveda vse resne teme in vsa druga čustva, ampak tudi, da se je vključen humor v sam filmski scenarij, za razliko od recimo, da bi napisal roman. A se ti zdi, da je tu nekaj posebnega, ko pišeš filmski scenarij ali pa nekaj drugega? Jaz ne znam nič drugega pisati sploh. Sploh nimam izkušenj. Meni se zdi, prej sem govoril kolegici, koliko se mi zdi to absolutno noro napisati, to, koliko lahko pišeš ti, in sem tudi tebe dal za primer scenarije. Scenarije izgledajo takole, a ne na strani, romani pa je karkoli drugega na celih straneh, od levo do desna. In še se mi zdi toliko težje to delati, ker pri filmu to je pač vizualni medij in valjda, če fora ne deluje na scenariju, lahko jo rešiš v montaži, in tudi če ne moreš v montaži, jo lahko rečeš v postprodukciji, nekako zvok, karkoli je neskončno enih variant, kako neskončno lažje, no. Zato imam toliko večje spoštovanje do ljudi, ki pišejo romane ali pa knjige humoristične, pa da je to smešno. Ne vem, kako to tebe, sorry. Ampak, tako, napisati nek hecen dialog se mi zdi v igri. Pa to pokazati kot dva igralca, to govorite. Jaz sem pravzaprav bom enako odgovorila, da sem si izbrala leposlovje, zato ker nič drugega ne znam, ker ne razumem tehnologije in ker pač nimam pojma, kako si stvari vizualno predstavljati, ker ko pišem, bolj slišim stvari. Rada imam veliko dialogov, sicer v romanih, pa tudi v kratkih zgodbah. Bolj slabo si jih vizualno predstavljam, ko sem se preizkusila v pisanju nekaj prizorov z Borisom, filmskih so bili pač bolj literarizirani, ne znam, jaz pač pišem, ne vidim zdaj tega, oranžne lase ali pač kaj se dogaja, kakšna je omara v zadnjih, imam pojma. Meni se tako bolj porajajo neki dialogi. Zdaj, glede žanra, pa tudi pravzaprav ne pišem o nobenem žanru, jaz pišem nekako splošno leposlovje. Še najraje imam teme, ki so nekako lahko zaznane kot tragične, zato da jih lahko pol malo ironiziram, pa da so malo tudi komične, recimo, tragikomične, recimo. Sploh v teh intenzivnih trenutkih. Predvsem se mi zdi, da se pri humorju ne smeš ustaviti pri napetosti. Doskrat sem, recimo, ko sem pisala nekak resen roman na pol morilke, sem pač strašno se držala, tema je pač begunstvo med obema vojnama in tako naprej. In sem se držala tega, da se ne smem rogati likom, da se ne smem zajebavati preveč, da ne smem pač afen guncati in tako naprej. In pa, ko sem oddala prvo verzijo, mi je urednica rekla, pa to je malo dosadno, jaz se ne zdi malo dolgočasno. Sem pričakovala, da boš dala malo humorja not. In sem pošla prepisati, bolj sproščeno, kot bi jaz temu rekla, in je pač ratal malo boljš, ampak predvsem mislim, da to ni, vsaj pri meni ne, da ni stvar žanra, ampak je bolj ta metoda, sploh kako se lotevaš pisanja. Pri meni definitivno humor ni cilj, ampak je stranski učink oziroma je pot, neke vrste način beseditve. In kako dolgo traja ta pot od neke prve ideje do izdelka? Recimo, katere ovire so na poti, koliko ljudi je v to vključenih, pri filmu imamo še montažo, postprodukcijo, že samo snemanje z več ljudmi, pri knjigah, tudi cela neka ekipa, ki v bistvu stoji za tem, da knjigo na koncu lahko tam kupimo za mizo. Še posebej pri komediji je to katastrofalno, ker humor kar tako zelo hitro zastari, lahko zastari ali pa ne. In
jaz sem zdaj naredil komedijo, jaz si rečem komedija, ampak ko sem prej razlagal, hotel sem, da je nekaj več, upam, da bo, ni še zunaj. Sem jo delal 8 let. In zdaj v tem času, a bo to smešno, ne vem, ampak je pa tako, En hoster, recimo, ki so ga pisali eni moji kolegi, jaz sem ga režiral in smo ga ustvarili vse skupaj v letu pa pol od scenarija do končnega izdelka in to pičeš in to je aktualno in to gre, ne. Zdaj, pa čez 3 leta je to že toliko mim, da brez veze. Zato se mi zdi kot dosti nehvaležena pri filmih, sploh pri nas v Sloveniji, ker nimamo teh kanalov, kjer bi se financirale komedije. Zdaj, v tujini je to stvar enega leta vse skupaj, od tega, da dobiš denar, pa napišeš, pa posnameš, pa daš ven. Tukaj je pa to postopek neskončen. Kaj je vsa del tega postopka, da prideš do financ? Se pravi, napišeš 10 strani filma, treatment se tem reče, pol pa to gre v razvoj scenarija in pol eno leto to razvijaš in pol gre to razvoj projekta in razvijaš projekt, se pravi, iščeš koprodukcije, dodatne finance, iščeš igralce itd. Pol pa se prijaviš na realizacijo, pol pa to traja eno leto in pol predtem greš v snemanje traja eno leto in pol ko posnameš še eno leto in pol predtem pride ven, ko narediš še eno leto, Boris dobro poznaš, en kolega je tudi. In mine. Leta minejo. Ja. Tako da, bravo, zato toliko bolj čestitke avtorjem, kot je Miha Kočevar, ki še vedno, jebi ga bo pola, ne? Ja. Ki še dela na ta način, v bistvu dela res komedije. Ampak ja, zdaj, glih zato, ker to toliko traja, se mi zdi, da je treba zelo veliko bolj pametnejše komedije delati, kot neke tako sekret humor in podobno. Ali pa, da se nekdo dere, ali pa da so klitvice pa tako. Ja. Tako da, ja. Škoda časa in denarja. Ja, najbrž res. Moram še jaz malo to občudovanje izraziti, nekaj dejansko pri filmu, ki traja toliko časa, ta cela post, od produkcije, postprodukcije in tako naprej. Moraš biti res vizionar, da predvidiš, kaj bo takrat še aktualno, pa kaj bo smešen. Ker pri knjigah je ponavadi ta časovnica malo krajša, predvsem zaradi tega sistema subvencij. Se pravi, načeloma, če se zmenim založbo, moraš do konca tega ali pa naslednjega leta knjigo tudi izdati in se pač oddati. In je tukaj, po mojem, ta prisila ne deluje vedno v naš prid, kar se tiče nazadnje tudi humorja, ker je pač odvisno. Jaz sem recimo roman Krišti Krosi sem napisala, da se dogaja med temi zaprti koronskimi, tudi PCR-testi so notri, tako pač v lokale se ne sme maske nosijo in tako naprej. In zdaj, ko to pogledaš, je prav res bizarno. Pač noben se prav ne spomni tega, oziroma se raj ne bi. In se zdi tako malo egzotično, ker pač čez 20 let pa sploh noben ne bo imel pojma, kaj to zdaj, pa se kaj nosijo ti, mislim pač, o čem je fora. Ker je tudi na partih, rečemo, humornih poskusov je temeljil na tem, da je pač ena junakinja je ful se drži vseh pravil, drugi se malo tako, sladko. Ne vem, pač veliko pove o človeku, se mi zdi, to, da je sposoben predvideti, kaj bo smešno, ko bo to dejansko prišlo med ljudi. Tako da ta časovnica, ne vem, najbrž je bolj krajša, da je pač razmak med nastankom besedila pa izidom čim bolj, da je to čim bolj nekako skupaj. Je pa res, da se mi zdi včasih dobro preveriti, meni je žal za kakšne knjige pa za kakšne pasuse, da jih nisem dala več ljudem za prebrati naprej. Pač, ker zdaj sem jih tako malo, okej.
pač niso niti meni smešni kameri, komu drugemu. To je res. Malo ste že nakazala nekaj, kar vam je morda samoumevno. To neko naslanjanje, da ne rečem odvisnost od državnih financ, Ministrstva za kulturo in teh projektov. In zdaj me zanima, kdo si sploh lahko privošči pisanje humorja, koliko sta odvisna od, ne vem, pridobitve financ na nekih razpisih, drugega dela, da se v bistvu sploh lahko posvetita pisanju humorja. Ja, jaz sem čista odvisnica od štipendij, ne. Zelo imam rada te injekcije. Pač dejansko ne bi mogla pisati knjig, če ne bi mi starši omogočali stanovanja brez najemnine, ki sicer ni moja, ampak ne plačujem nič. Tako da ja, definitivno se mi zdi tukaj je taka neka ogromna siva lisa, ki se noben ne upa načeti, ne. Namreč koliko samozaposlenih v kulturi je, ne vem, pojerbali ali pa pač dobili neka sredstva od svojih družin, od svojih, ne vem, dobrotnikov in tako naprej, da sploh lahko delamo neko, rečemo temu, umetnost ali kulturo, kakorkoli. Jaz definitivno, ko sem bila odvisna samo od teh nekak. Pa tudi takrat sem že lahko za kakšne štipendije se prijavila, ampak preden, ko sem plačala najemnino, dejansko nisem shajala iz meseca v mesec. Dvakrat sem si morala sposojati in tako naprej. Ne bi zdaj jamrala, ker mi ni več hudega, ampak mislim, da je to zelo velik faktor pri tem, kdo lahko sploh počne karkoli na tem področju. Žal. In tukaj je tudi ljudi sram to povedati, ne. Problem je v tem, da se med sabo merimo, da kdo je z lastnim delom vse dosegel, pa kdo je recimo, ne vem, tako kot jaz, da nimo treba vsak mesec odšteti tistih, ne vem, 500 evrov, kar so že pač narasle te najemnine. Meni je dosti neroden povedati to, ne. Ampak brez tega dejansko ne bi mogla pisati knjig, pa prevajati knjig, ne. Bi šla verjetno v kakšno redno službo, pa bi malo tam pogodbe prevajala, pa bi delala na kakšne agencije, kar sem tudi že prej počela, ampak sem umirala dolg časa, to je problem, ne. Tako da imamo nekak privilegij, da lahko delamo to, kar nam je všeč. Kar bi bilo seveda po moji logiki morali bi nam to dvojno plačati, ne, sem žal tako ne gre. Jaz sem nekako vmes med komercialo in kako je nekomercialno, državno. Jaz sem začel z internetom, YouTube pa to in tam sem zrasel. In to je ta v bistvu komercialni del, zato ker te pol kličejo komercialne firme, da kaj narediš za njih. Pol pa mimo tega edini način, da naredim nekaj večjega in resnega, pa je državni denar, kar mi je največji absurd na svetu, ker bi to mogli podpirati komercialne firme, da delaš lahko neke debilne komedije, jaz njim rečem, ki jih imam zelo rad, ampak ne moremo jih imeti, ker se ne financirajo. Govorim o filmu. Zato sem jaz, zdaj ta film je komedija, ampak je pa hkrati tudi neka art komedija in mislim, da je to tudi nekako, zakaj to gre skozi. Ampak jaz še vedno delam za internet, ker tudi če bi delal samo za državni denar, ne bi preživel in pol zbiram iz vseh vetrov nekaj. Mi je samo važno, v bistvu me zelo ne zanima iz kere strani je denar, sam da lahko naredim to, kar si želim, pa da imam čim bolj proste roke. Zaenkrat je tako, uporabljam Instagram kot svoj kanal za delanje videov, kot sem rekel prej, da sem nekaj snemal, kar bom dal petek ven. In se mi rata zmeniti, da čeprav je to za namene nekega vabila, whatever, za neki, za kar sem plačan, vse naredim nek scenarij zase, pa da je meni to ful zabavno za delati. Ker drugače bil po mojem umrl vse, če bi mogel neki tako direkt neki prodajati.
In tako tudi moji kolegi, ki niso filmarji, preživljajo na ta način. V bistvu influencerstvo in lepo delaš te neke poste po internetu, reklamne na humorističen način. In meni je to precej žalostno, da je edini način, da delaš humor, nekako, da prodajaš produkte. Tako da tukaj se moramo še popraviti zelo. Ampak zaradi majhnosti je to malo težava. Ampak ko pa vajne vsebine pridejo do občinstva, kako pa prodaš svoje humoristične kakršnekoli serije, filme, kako tvoje knjige pridejo do občinstva, razen da so recimo na takšnih sejmčkih, pa da govoriš. Ja, pri knjigah je po mojem zelo drugače kot pri filmih, predvsem zato, ker knjigo komod kadarkoli zapreš, zabrišeš nekam, pač nehaš brati. Je pa velik korak, vsaj pri meni, da odkorakam iz kinodvorane, ko mi nekaj recimo ni všeč, ali pa pač, ker me dolgočasi. Pri knjigi je meni to največji čar, mogoče. Ja, prav učarljivo se mi zdi, da si jo sam doziraš. Zdaj, glede promocije, jaz nimam kaj dosti povedati, ker pač to počnejo založbe, v glavnem v mojem imenu. Jaz kvečem pač težim ljudem, ki jih poznam, ali pa pač teh, ki mi sledijo na društvenih omrežjih. Ne vem, s to neko samo hvalo, ali kaj sem s temi objavami, če je kdaj kakšna kritika, ali pa kaj to seveda pač poobjavljam. Ampak promocija kot taka je meni precej uganka. Nikoli ne vem, kaj bo zapalilo, nikoli se ne sprašujem tega. In tudi se mi zdi več ali manj pri večini avtorjev knjig, ki jih poznam, je to kar loterija. Tudi te nagrade so več ali manj. Mogoče nominacije nekaj pomenijo, pač dajo nek, rečemo temu, krog, pa tudi se prodaja poveča, ampak sama nagrada, pa jaz ne vem, da si poskušam se držati tega, ker mi pomaga. Tako, ker z Efo dobim v Broxu, štoparskem vodniku po galaksiji, mi pomaga, da vidim, koliko sem mehna. Pač dejansko pomaga, koliko je ogromno vesolja in koliko je malo pomembno, a dobim jaz, ne vem, kresnika ali ne. Ker pač dejansko nimam jaz nobenega, ki je dosti vpliva na to. Tudi če bi napisala blazno dober roman, po mojem ni nujno, da bi ga dobil. Nimam. Algoritmi pomagajo, da pridejo tvoji videi do občinstva. Ja, jaz sem odvisen od algoritmov, od računalnikov, kar je kar grozno, ker mi je tako, zadnje sem naredil video, ki je bil daljši od 3 minut in sem ga hotel objaviti in mi je rekel, ja, če je video daljši od 3 minut, algoritem ne bo priporočil drugim. Prav. Ne, nisem ga skrajšal in je bil uspešen, ampak za naprej pa delam krajša 3 minut, ker je itak nekako spet ta internetni format, ker je tudi sabo po svoje, ker zelo podpira in izobražuje ljudi, da gledajo čim krajše stvari, pa da čim hitreje scrollajo, da čim več konzumirajo in nimajo pa več koncentracije za pogled ljudi, ki je dolg uro in pol. A pa razmišljata kaj o tem občinstvu, koliko ima koncentracija, kaj mi je smešno. Medtem ko pišeta, se sprašujeta, a bo to zdaj smešno ali ne, komu bo to smešno ali ne. Zdaj pa, velika, največja možna prednost Slovenskega filmskega centra, glede tega je to, da ne rabiš biti odvisen od tega, ampak da narediš to, kar se tebi zdi, da je smešno. In jaz sem to naredil. Nekaj, kar je meni zelo smešno in kar mene zelo zabava. In verjamem, da bo tudi še nekom. Če bi pa šel specifično delati, to bo tej skupini smešno, to bo tej, je to ena solata, nekvalitetna solata, ena taka gadna solata, ki jo nočeš pojesti. Ampak s tem se pa soočaš, ko imaš komercialni denar. Tole mora biti malo bolj povabljivo za te. Ali pa Netflix, ko zdaj zadnje čase dostkrat poslušamo o teh groznih nekih pogojih. To ni dovolj, treba je narediti ta scenarij tako, da lahko medtem, ko ljudje to gledajo, da so lahko še na telefonu zraven,
In da če so na telefonu zraven, da še vedno lahko razumejo, kaj je v filmu. In to pomeni, da mora biti scenarij tako napisan, da tudi če so na telefonu, se pravi, nepozorni so na to, kar je na ekranu, se pravi, morajo poslušati konstantno ene informacije, da prihajajo do njim, da bojo lahko razumeli film. Tako da je kar slabo, no? In v tej smeri gre ta komercijala, pa da algoritem to pograbi, pa vse to skupaj. In zato neskončno sem hvaležen, da imamo sploh inštitucije, ki podpirajo originalnost. Ja. Ja, jaz se zelo strinjam seveda s tem. Se mi zdi, da je tudi ta trg, umetnost, ki preživi na trgu. Mislim pač dejansko nobena umetnost ne preživi na trgu. Na trgu preživi mogoče kakšna usluga, ali kako bi rekla, storitev, ne, bolj. In sem tudi hvaležna, da imamo državo namesto podjetja, ne, ki to podpira. Vseeno si pa verjetno želite občinstva, ali delata. Ja, seveda. Mene zanima, kako razmišljate o občinstvu, ko pišete, ne? Kako... Ja, a boš ti ne pišete? Meni do tega, da to gleda milijon ljudi. Super je, če ja, ampak je to nemogoča misija. Pač nemogoča misija, ja. Jaz sem, se pravi, sem naredil najbolj gledan film na svetu, kaj na svetu, v Sloveniji, sorry, ampak vseeno, rad bi pa tudi, da je kvaliteten, a ne, in če hočeš, da še to, pozmanjšaš gledalce za več kot pol, po moje, in ne vem, ja, to, ampak meni je v resnici ful dober. Pač, kot sem rekel, glavna stvar je, da je meni smešno in pol, če se najde par ljudi, ki jim je to smešno, pa mi en reče, kako je to smešno, jaz sem zadovoljen. Jaz sem zadovoljen. Ekstremno zadovoljen. Ja. Ja, jaz sem pa tukaj eno tako osebno revanšizem v bistvu, da si mislim, če sem že toliko ušivo plačana za to, kar za pisanje, pač vsi smo res ušivo plačani. Ne vem, če sploh veste, tako pač en roman, da recimo za, ne vem, 3 do 5 jurjev, ki ga pišeš eno leto, pač ne preživiš niti, ne. To ni dostojno plačilo, basta. In je tukaj, se mi zdi, če sem že toliko slabo plačana, se bom jebiga zabavala, ko pišem, pa če mi ne vem, kakšen denar odtegnete, boli me, ne. Ampak pač tukaj si prav mislim, evo, bom pač pisala tako, kot je meni fajn, tako, kot je meni zabavno in pač za ta denar lahko tudi ne pišem, ne. Mislim, če komu kaj ni prav, adijo. Tako v tem smislu imam tudi bolj to občinstvo v glavi, je bolj priča, ni tako pač neko abstraktno občinstvo, bolj sama zato pišem, da se zabavam, ker da bi imela eno, ne vem, en super ego ali kako bi rekla, nekega nadzornika tam, ne, to sploh ne. Je pa zelo res, da ful ne rada podcenjujem občinstvo, tako da pač to občinstvo abstraktno, ki ga imam jaz v glavi, dojame vse moje šale, no, in se jim tudi smeji reč. Ali pa pač, tudi če niso šale, ne vem, joče se odziva, kakorkoli. To. A imata za podeliti kako anekdoto, ko se je nekdo močno smejal ob tvojem filmu, v tvoji knjigi sta dobila nek feedback strani kakšnega gledalca, gledalke, bralke, bralca? Ja, to je najbolj čudovita stvar komedije, da ko jo, če deluje, če so fore in si zraven ljudi, se glasno smejejo. In dobiš to reakcijo direkt od njih, medtem ko gledaš dramo in recimo greš gledati dramo z ljudmi in so vsi v tišini, ni isti občutek, enak. Zato je pa to največja nagrada, ena enormna, noro dobra, je pač ne moreš se tega predstavljati zares, koliko je to lepo, ko nekdo gleda tvoj film, cela dvorana polna ljudi, pa se krohota tako skozi. To je ja, je dober občutek. Ne vem pa, kako je pri knjigah. Bilo bi smešno, če bi bil knjigar in bi vsi naenkrat začel brati knjigo, vsak bere pač po svoje in ti si zraven.
in sam poslušam, a se kdo gleda smeje, a kaj reče, to je kar smešno, to v tišini sam. Vsake toliko nekdo zasmeje, to je kar smešno. To je nared ta eksperiment. Ja, malo sem mogoče se odmaknila od vprašanja, ampak najboljši kompliment mi je bil, ko je mi en prijatelj rekel, da si je sposodil mojo knjigo v knjižnici, pa mi ni mislil povedati za vsak slučaj, če bom imel ta second hand embarrassment, da me pozna, pa se sramotim, ne. Ampak zdaj mi je pa povedal, tako da v bistvu ga ni bilo sram, da me pozna, ampak je bilo čisto pač, da je bil še zelo ponosen na nek. To mi je bil najlepši kompliment, kar sem bila dobila. Drugač pa ja, valjda si želim videti reakcije, sam največkrat v bistvu dobim, mislim pač pri knjigi seveda, ki si jo doziraš sam, ne, največkrat dobim odziv tak, pač pozitiven, da so ljudje nekaj prebrali na dah, ne, da nisi, ne vem, naslednji dan nisem šla v službo ali pa ne vem, take. In to je sicer zelo všeč, ne, najprej bilo, zdaj se pa malo sprašujem, če je to dobro ali slabo, ne. Ker lahko je tudi bad, da pač nekaj na hitarco pa pol odvržeš, tako kot vse pač zadnje čase odmečemo, ne. Ne vem, načeloma se trudim, da ne bi bila preveč odvisna od teh odzivov. Je pa res, da seveda godijo, ne, da ti godi, če se nekdo zabava, ampak spet, ja, na začetku, ker jaz pač res ne pišem smešnic, ne pišem humornih knjig, pravzaprav mogoče so humorne, ampak niso mišljene kot smešne. Na začetku me je zelo motil, če mi je kdo preveč poudaril, ne, sem bral, ne vem, knjigo Težko mentalci, ki se dogajajo v psihiatrični bolnici, pa sem umiral od smeha, ne, kakšni liki. Mislim, to ni mišljeno zdaj kot zabavljaštvo, nikakor. Če je kaj smešnega not, je zraven tudi tragično, tako da pač me je ta odziv v bistvu razjezil, ne. Ni mi bilo prav, da se folk reži likom iz psihiatrične bolnice, se mi zdi to tako malo sik, v bistvu. Tudi se mi ni zdelo, da je tako napisan, da naj bi se jim smejal, ampak ne vem, dopuščam možnost, da sem jaz malo pretiravala, ker je bil pa vendarle prvenec, ne vem. Tako, ja, mogoče bi še Luka kaj pametnega povedal, ker ti imaš vendarle dostop do teh odzivov, ne. Vidiš jih, slišiš. Pri filmu ni hujšega, kolikor da nabiš res od film, pa se ti toliko smeji v kino. To je tudi grozljivo. Bil sem tudi del tega, del te publike, ko se smeja na filmu. Medtem, ko je avtor v dvorani. Sem, ja, tega nočko, ampak, ja. Ampak spet to je tisto, ne, to mi je zabavno, ker nekaj toliko se bo zarata smešno. In povedni avtori pa to embraceajo in porečejo, ja, to je v bistvu komedija nekaj. Ja, ampak jaz sem odvisen, priznam, od feedbacka pa to. Zato tudi delam te internetne videe, ker jih narediš takoj, daš na net in so komenti in so lajki in so delanje in tako naprej, da si fiks. Nimam izkušenj s tem, ampak to je tam nek moj fiks, ker če bi tako delal na 5 let kakšno komedijo, pa bi povedal, smešen film, in pa naslednjih 5 let nič. Vsi ne bi mogel, tako da ja, priznam. Ni me sram priznati, všeč mi je dobiti dober komentar, ja. Zdaj, Sam nekaj, tukaj, točno na tem travniku na Feku, enega leta je bil en najboljših trenutkov v življenju, ko je bil en kratek film, ko sem ga naredil. In še danes mi je žal, da nisem snemal tega, da bi lahko imel doma, tako da bi se zdaj predvajal, koliko je bilo to dober. Tako, to je, ko si rekla, kakšne izkušnje, no evo, pa je taki se je zelo dobro spomnil. Zdaj ponavadi vseeno, je treba napisati knjigo, izdati knjigo, traja nekaj časa, pred njo ljudje preberejo, isto je s filmom, napisati scenarij, narediti fore, da delujejo, potem pa čaka, da nekdo vidi in mogoče si tam, da to slišiš, kako se smejijo, verjetno pa ne. Danes imamo pa priliko, da imamo občinstvo pred sabo,
A imate kako vprašanje za živo občinstvo, zdaj jih lahko vprašate, karkoli, kar vas zanima o njihovi recepciji in kako vidva počnete stvari. Jaz sem mislil, da boš rekel, zdaj imamo občinstvo, a bi sprobala kakšno foro. To mi je kar grozljivka. Ja. Ne znam. Jaz nisem stand-up komik in ne znam tega. Ja. Jaz rabim biti doma in pisati in to pol obdelovati in ne vem kaj. Rabim kontroverko. Ja, nisem. Sorry. Saj ne rabi biti smešno vprašanje. Saj lahko samo, če vas kaj zanima. Ne, to je res, ja. Če me kaj zanima. Ja, v bistvu, sam ne vem, kako naj to na hitro zvem. Kakor si ti mene vprašala, tako bi mi bilo res dobro slišati v zadnjem času, to leto, kaj je bila najbolj smešna stvar, ki ste gledali na televiziji ali v kinu. Pa je lahko samo naslov ali karkoli. Si veste. Ja, meni je bila kar huda Vesna na letnem kinu. Bomo zdaj malo random. Ja. Odlično. En me tudi ignorira, Grda. Mislim, meni je bil smešen Prasica iz par let nazaj. A to mora biti slovensko? Ne, sploh ne. Vse posod naenkrat. Same komedije. Okay. Na Radio Študent je bil enkrat program, katerega tema je bilo fotorovske šale. To je kar smešno. Ok, ima še kdo željo, dvig rok? Okay. Si zadovoljen? Ja, zelo me preseneča, da smo kar dobivali slovenske naslove. Bravo. Jedrče, kako vprašanje za publiko? Vprašanje za publiko. Kdaj ste nazadnje, zaradi tega, ker se vam je kakšna šala zdela neokusna, v bistvu, kjera šala se vam je nazadnje zdela neokusna? Lažje mogoče. Težko vprašanje. Res je. Eno lažje. Pa kje potegnete črto, kaj ni smešno, kaj je že toliko slabo, da ni več niti smešno? Lepa. Jaz sem šla na Punch v sklopu svoje raziskave in v enem večeru so bile 3 slabe šale o femicidu. Še kaj? Kdo lahko pove kaj bolj groznega kot to? Ne, lahko tudi manj groznega. To je kar bed. To je pa smešno, ko se vžalja. Zdaj ne štekate. Umrla je, veš? Ja. Noče odgovarjati, to je težko vprašanje. Ja, to je kar težko vprašanje. To je hudo vprašanje. Kaj ni smešno? Ja, kje potegnemo črto? Ja. Še? Kako vprašanje? Ali obrnemo stran in vzamemo vprašanja iz publike? Če imajo. Gremo še en krog. Dvig rok, jaz, prva vrsta. Ja, hvala vsem trem. Mislim, glede na to vse, kar ste zdaj govorili, v kolikšni meri je zavajal slast humorja v njegovi nepredvidljivosti in kako zelo vam je pomembno, da je humor nevaren in ali je humor pravzaprav nevaren per se. Ja, meni je to oboje, kar si rekla, absolutno res pomembno. Humor je zelo nevaren v določenih kontekstih. Pozabila sem, kdo je rekel, da se moški bojijo, da se jim bo ženske smejale, ženske se pa bojijo, da jih bo moški ubili. Ker se smejijo, če je to povezan čisto. Ampak ja, absolutno jaz verjamem v to, da je vloga humorja to, da je nevaren. Nevaren je zato, ker je subverziven in če ni subverziven, pa pač mogoče ni to tisto, kar iščemo. Jaz nisem posebej zadovoljna, če se ljudje
v svojih, ne vem, območjih udobja, hljajo, ne. Sem pa zelo zadovoljna, če jih pripravijo do tega, da si kaj premislili ali pa kaj takega, ali pa da pa če reče, je to pa res malo ironično, tukaj je pa tako, ne, to pa mogoče ni prav ali pa kaj. Tako da ja, se strinjam z obojim, no, pravzaprav bi si želela tudi nekoč to znati, tak humor uporabljati, mogoče je to smotr. Jaz bi samo omenil, jaz sem zelo, če morda ne srečajo volk človek, te mladi pa to, in ful ne maram takšnega humorja, ker se napadajo manjšine in ranljivi ljudje in recimo tako, živcira me, izjemno me živcira to, ko poslušam kakšne kogarkoli, ko je gledal nek stand-up, tudi nek zelo famozen stand-up v svetovnem merilu, kjer se v bistvu pada ljudi pod pretvezo, da je to humor, ne? Ampak to niti malo ni humor za moje pojme, ampak enostavno bullying, kar je nekaj čist drugega. Evo, imamo še čas za zadnje vprašanje. Okay. Jaz sem v nizkem štartu, a bi kdo še kaj vprašala? Ja, izvoli. Če govorimo o pisanju humorja v slovenščini, na ravni jezika, imam naslednje vprašanje. Se mi zdi, da velika večina slovenskega občinstva slovenskim filmom in serijam očita še vedno, da so preveč literarni dialogi, da je tudi igra preveč gledališka. Pa me zanima, če mogoče imate odgovor, kako ta problem identificirati in v kakšni meri humor pomaga premoščati to težavo. Jaz mislim, da je absolutno čist vedno to probleme scenarija in ne igralca. Se pravi, mora biti scenarij tako napisan, da ga lahko igralec proda kot neko foro in da ga lahko proda zelo naravno, zelo naturalistično. Dostikrat je problem, ki sem ga jaz zaznal pri branju scenarijev, da so že sami pisani zelo pravilno in književno. In pol jih igralci vadijo in berejo kot takšne, kot so napisani. In se jim to vtisne v možgane in jih je zelo, zelo težko zbiti ven iz tega. Plus sami so žal nekako skozi dnevno v službah, kjer je to nekako stalnica. In nekako je moja rešitev, ki jaz imam, je, da pišem dialoge čisto po domače in vse ostalo pa fino, lepo napisano, ne? In pol na ta način, oziroma tudi v dialogih pišem timinge v smislu, da so te premori med besedami pa tako. In pol skozi vaje in skozi neka druženja, da postaneš prijatelj, da se fotinka dela tukaj, da so oni pa lahko zelo naravni in lahko to svojajo. Ampak jaz mislim, da je vedno problem v scenariju. Ker, kakor pravijo, komedijo je najtežje delati, ne samo doma, ampak tudi drugje. In pri nas je še toliko težje, ker spet smo majhni in je to. Koliko imamo še ultra ponosne prebivalce vsake vasi, ki pač spet ta raznolikost je ogromna iz vasi v vasi in pol on govori tako in pol njim to ni smešno in to dosti je v Sloveniji. Slovenija je v bistvu zelo problematična, zelo je težko napisati nekaj smešnega, ja. Ja, jaz pri knjigah je mogoče to malo bolj zapostavljeno. Se mi pa zdi, da v zadnjem času že veliko pisateljev piše, vključno upam z mano, v sociolektih. Se pravi, tudi to je pomembno, ne samo da je slang, pa da je pač nek malo zborni jezik, ampak da je tudi to pomembno, da ne govorijo vsi liki enako, ne? Da ni pač vse literarizirano tako v tem smislu, da pač vsi govorijo zborno.
Se mi zdi to pa mogoče izpade leseno, ne, ali pa pač zelo zastarelo, dolgočasno, kakorkoli. Jaz se trudim pisati tako, da ima vsak lik svoj sociolekt, če pa nekako o humorju govorimo, se mi pa zdi, da ni, v Sloveniji je zelo veliko pisateljev, ki se jemljajo zelo resno in se mi zdi, da ni nič bolj smešno od nekoga, ki ne prenese šale na svoj račun, tako da ne vem, upam, da sem odgovorila. Jaz se spomnim izpred mnogih let na knjižnem sejmu je dobila nagrado za prevod, mlada, neka prevajalka, ne spomnim se kdo, ki je prevedla knjigo, v kateri je, mislim, da glavni lik ali pripovedovalec, mlad moški z motnjo v duševnem razvoju in ona je prevedla njegov govor v štajerščino. Toliko jezikov. Hvala vam za pogovor. A bo še kaj dodal? Za konec. Smešno mi je, ker je v Sloveniji tako dostkrat kao v teh serijah televizijskih, pa tako, če radi, če hočeš biti smešen, govoriš štajersko. In še vedno smo tam dejansko, tako da upam, da gremo malo naprej od tega. Gremo naprej v film. Luka in Jedrt, hvala za pogovor. Vsem ostalim želim prijeten ogled filma.